lepo so učili, vsak dan tako govorili, le ne pohvale gostilnih poti, da ne zapelje katera to gre. Pa so prijatelji dejali, kaj bi se le greha bali, če se na 1000 boš hitro pospel, greha ne boš nič imel. Šel sem veselo v planine, ja, med Triglavske strmine. Po 1000 metrov pod mano je bilo, gledal sem, kje našel bi neki col, in jo uzrem na vrh skale, nisem še videl vozale. Bil strepetalo jo prsi v srce, zljubil sem jo in gore. Moj blisko dneva, ja, čez goro. V planinah našel sem ljubico. Ne bom se vračal, sam z menoj bo šla. Nazaj v dolino ljubica. Želje izpolnila, nežno mi je govorila, če me res ljubiš, kot ljubim te jaz, bo za ljubezen dolini še čas. Mamca so se le motili, ker so ljubezen branili, če iz srca ti ljubezen kipi, to res nič grešnega ni. Moj blisko dneva, ja, čez goro. V planinah našel sem ljubico. Ne bom se vračal, sam z menoj bo šla. Nazaj v dolino ljubica. Ne bom se vračal, sam z menoj bo šla. Nazaj v dolino ljubica. Lepo dobro jutro, drage dame, dragi gospodje. Ja, takole pa smo zakorakali v februarsko oddajo. Mi bomo seveda vaša vesela družba vse tja do 12. ure, kot že veste. Danes vam res krasne, čudovite goste. Polni smo že energije, ker seka po domače iz nas tale energica. No, ker je danes tako turobno jutro, vam bomo po celotni Sloveniji takole poslali to pravo, čutno, krasno energijo. Danes v moji družbi gospod Stanko Fajs, pa gospod Franci Pirš, pa vnuki gospoda Stanka Fajsa, pa Pegazove muze v nadaljevanju. Skratka, razlogov veliko in še več ste v naši družbi, torej kot sem rekla, vse do 12. Zdajle pa zopet bomo zaplesali s krasno, čudovito polko. Vsi bomo odšli na ples. Zaplešite. Na večer na vasi je lepo, kot nekoč še zvezde svetijo, lunica na nebu še vesla, opojna noč je vsa. Stari meh nekje se oglasi, kot nekdaj gremo na sred vasi. Fante in dekleta za srbe, po polti spet pete. Mlado kri razgreje gorčev meh,
dolgčas naj prežene vriski smeh. Nam nikdar do spanja ni bilo, saj radi rajamo. Kaj bi stal ob strani in se bal, le zakaj bi čakal in kramljal. Vabi nas na glas harmonika, samo za nas igra. Si na ples, da zagorel, bo čih, bo gres. Si na ples, sedaj pa gre, zares. Se dobro zbrusijo, naj noge zeleno plešejo, naj srce uživa ta večer, življenje kratko je. Vse skrbi v ženi kozi rok, vse noči vrte se naj okrog. Vsi ljudje veseli radi smo, zato vas vabimo. Na ples, da zagorel, bo čih, bo gres. Si na ples, sedaj pa gre, zares. Si na ples, si vrš na ples, da gre zares. Dan oči zapira, noč pa utira, tiho si poti do sanji nežnosti. Mraku oživijo, se prebudijo, muzikantu skrite glasbene strasti. Na večer pred rami, nikdar zaspani, instrument moj harmonijo zlije zvok. Družbo si želivajo, poživiva, radosti usmerjava življenja tok. Sreča, srčni mir, muzikantov je večer, zapeljil na smeh, iskrice v očeh, naj objem noči. Plava mila zvočni glas, razvedri obraz, požlahtni nam čas. Veselica, god mame strica, vzdušje je ta pravo, vedno na večer. Ženka nič ne toži, ko nek se zloži, pridem ves razgret, njej sploh ne dam ji mir. Sreča, srčni mir, muzikantov je večer, zapeljil na smeh, iskrice v očeh, naj objem noči. Plava milo zvočni glas, razvedri obraz, požlahtni nam čas. Sreča, srčni mir, muzikantov je večer, zapeljil na smeh, iskrice v očeh. Bravo, bravo! Pa to je bil krasen
muzikantov večer, ampak mi rečemo kar ne, muzikantovo jutro, a ne, draga moja družba. Stanko, dobro jutro ali dober dan, pridi malce v mojo družbo. Dobro jutro. Dobro jutro, dober dan. Dober dan, ne. Stanko, danes si zopet pripeljal eno krasno ekipo, tukaj v zadnjih energična dekleta, spredaj seveda tvoj ansambel. Zelo zanimiva zasedba, ne? Tam zadaj zelo prijazne punce, odlično pojejo. Seveda mi pa tudi z eno novo pesmico, skladbico o vnukih. Ja, to seveda v nadaljevanju, ampak tale ta prva je bila muzikantov večer, drži? Ja, muzikantov večer, čeprav zdaj je muzikantov dopoldne. Dopoldne, a ne? Ampak kva, muzikanti v nedeljah bolj počivajo, ja, ne? Ja, če pridejo že do počitka, če še ni od sobote. Nadaljevanje, ne? Dobro, ste včeraj kje igrali oziroma v teh dneh? Nismo zdaj nekaj časa, ker mogli igrati, ker jaz te malo slišim, a ne? Vsi poslušalci in gledalci, da imam malce zaprt nos, ampak tudi to se bo uredilo kmalu. A seveda, da ja, se bo, ne? Se tudi, veš, to nas pesti, mislim, da kar dosti pevcev tlele, pa pevk pa. A misliš, da tudi mene kdo takle drži? Ja, ne vem, če to tvoja, ali pač krukco cel večer. Ne vem, ko po noči ali pa krukco cel večer. Ne vem, ko po noči počne. Ja, zdajle je pravzaprav res en tak res zoprn nahod na pohodu, ki prizadene, ne, tale zgornji del, tudi jaz moram reči za sebe, da nikakor se ne morem spraviti k sebi, ampak upamo, da čim prej bo. Zdajle, ko bo pomlad. Jaz verjamem, da bo to kmalu za nami. Ja, pomlad pa veš, kaj pride? Ja, kaj? Cveti vse, pa smo spet tam, ne? Ja, pa dobro. Skozi je neki. Ne bomo tisti vzeli na sebe. Takole. Tisti naj tam ostane. Stanko, povej, zdaj tale pesem, torej muzikantov večer, je izpod tvojega peresa? Ja. Ja? Ti si jo napisal? Ja, melodija moje delo, pa tudi aranžmajsko smo skupaj naredili z Barbaro. Besedilo je pa napisal za to Martin Druškovič, gospod Martin. Super. Torej, ta je bolj sveža ali niti ne? Niti ni toliko več sveža, kako leto in pol je ampak čisto nič ne počivate, draga moja družba, vi, ne? No ja, po noči že. Dobro, po noči. Ampak drugače ste pa vedno pridni, aktivni. Ja, je treba nekaj početi. Začel si davnega leta? Joj. Dajma malo obnoviti. Prejšnjo stoletje. Ja. No, koliko je že zdaj star ansambel? 35. Bravo, a damo aplauz za 35, čeprav... Sicer pa, mislim, da kar je pa tudi pomembno, letos oziroma 1. januarja je minilo 50 let, odkar sem prvič vzel harmoniko v roke. Bravo! In evo, te harmonika spremlja še danes. Ostala je z menoj in bo tudi ostala naslednjih 50. Ja, bravo, spodbudno. Takole, super. Preražali ste po dolgem počres, bili ste v tujini, bili ste tudi, ko smo nekako že obnavljali v prejšnjem srečanju. Kje ste bili na? V Indiji. V Indiji, Koromandiji, a ne, in ste se imeli prav fajn. Zelo zanimivo doživetje, res lepe izkušnje, krasno, odlično. Mislim, to je toliko, da je na kratko težko opisati v nekaj 2 stavkih, skratka nepozabno. A bi, Stanko, ti zdaj tu ponovil to Indijo ali ja, ali ne? Ja. Bi jo takoj? Zdaj, če vprašam tvojo ženo, bi žena tudi ponovila to Indijo ali? Tudi, ja. Bi? Je bilo lepo, ne? Lepo. Smo malo drugače. Res, lepo. Neko doživetje, ki bo ostalo. Meste pa izzive kva s hrano ali kaj, ne? Nobenega izziva. Ni bilo nobenega izziva? Jaz imam rada, da je malo šarf, ampak mi je bilo zelo všeč. A je bilo šarf? Ja. Je bilo šarf hrana? Tam je pa vse šarf. Ja, je pa vse bolj na šarf, dobro. A ste pa tudi na šarf peli, igrali, verjetno naredili pravo žurko dol? Ja, to bi mogli pa Indijce vprašati. Ja, tako. Mislim, kaj pa Indijci govorijo? Kako ste se sporazumevali? Glejte, mi smo v Indiji predstavljali našo lepo deželo Slovenijo in mi smo zaigrali, igrali smo dobre pol ure in to je bilo vse. Bilo je dvorana, ogromna dvorana. Povedali so za 5000 in nekaj ljudi. Pa je tudi bilo veliko tako? Ogromno. Res? Fajn je občutek, ne? Zelo fajn. Zdaj pa, ker 2/3 jih je tako sedelo na njihov način, kar na tleh, brez stolov. A kar tako sedijo na tleh? Ja, kar na tleh. Ste tudi vi kaj, Stanko, prakticirali kot band? Ste kaj sedeli na tleh? Danes tudi ne bomo. Jaz sedim na kolena, sedem. Ali pa če ktera med na kolena. No, kako ste se sporazumevali? Angliško? Ja, z agentkom bila je z nami skupina Slovencev. To je eno društvo v Ljubljani, ki je tudi nas povabilo k sodelovanju.
In oni so bili tudi, mislim, da je bilo 15 Slovencev, pa mi, to je bilo vse, kar je bilo od Slovencev. No pa iz Bosne so bili tudi enih 10 ljudi, pa en ansambel, njihova glasbena skupina in so predstavljali tudi njihovo kulturo. No, lepo. Ampak zanimivo je pa to, mi je bilo zanimivo zaslišati, ko smo zaigrali ne veš, not je padel, ne? Čist je not padel. Ko smo igrali Golico, so se pa ljudje vstali in so ploskali. Edino pri Golici. A veš, da ti moram res povedati, pa vsem vam, drage moje dame, da tale Golica je res naš ponos lahko, draga moja družba. Jaz sem letos praznovala silvestrovanje v Budimpešti in na gradu Budimpešti, veš, to je tujina, ne? Vse nič, nobenih Slovencev. Mi smo imeli zraven, ne? Jaz pa mož, pa še en par, smo imeli zraven ta boksa, ne? In mi smo zažgali po noči Golico, 2 minute čez, vsi so plesali, Kitajci, Japonci, oni, tretji, mi smo naredili verigo in smo po gradu plesali 5-krat Golico, tako da res zažgali. To je glasbeni fenomen, glasbeni čudež. Jaz ne moram drugače, ne. Pa nismo v kvintetu, v naši posebni zasedbi, ne, ker v kvintetu zopet drugače zveni, bolj klasično Avsenikovo. Ampak ko smo jo tudi igrali prvi del, so ljudje vstali pa začeli ploskati. Krasno. Zdaj bo druga pesem, Dekle v najboljših letih. Krasno, pripravi se Stanko, Barbara, je zdaj to, si ti v najlepših, najboljših letih? Ja, ne? Že? Ja? Kaj pa vem? V bistvu pesem, koliko jaz vem, ni namenjena o čem pa točno govori? Letnikom, ki sem jaz. No, okej. A hočeš reči, da mojemu letniku? Ne, bolj za Jožico. A bolj za Jožico. No, te pa Jožice zdaj, ki se najdemo v teh letih, bomo pa prisluhnile. Ampak dobro, ti si pa imela en izziv, preden si odšla v Indijo, a ne? Jaz vem, da ne letiš rada. Ne, pa jaz imam strašno rada svoj dom. Ampak let z letalom je bil mal izziv. Pa tudi to, ja. Je bil izziv? Nasplošno iti od doma. Aha, prav od doma kot letalo pa ne? Tudi to, vse je bil izziv. Ja, jaz sem tudi tam, jaz ne letim, to mene vsi prigovarjajo, kaj vse zamujam. Ampak mi ni žal. Niti žal, ne? Še bi šla. Še bi šla, tako. Super. Gremo zdaj torej z drugo skladbico, Dekle. Jožica, v najboljših letih, ne? Izvoli, prosim. Le kdo bi si mislil, da čas lahko tako hiti? Otroci so zrasli in prvi vnuček se rodi, a v tebi mladost še kakor časih žari. Kot iskric nebroj, ti si je iz oči. Zdaj si dekle v najboljših letih, draga babica. Tvoja lepota še je v cvetu, času si ušla. Kot diamant, ki brusi ga življenje si, in žlahna kot zlato vino, ki dozori. Zdaj si dekle v najboljših letih, draga babica. Tvoja lepota še je v cvetu, času si ušla. Kot diamant, ki brusi ga življenje si, in žlahna kot zlato vino, ki dozori.
času si ušla, kot diamant, ki brusi ga življenje si. In žlahna kot zlato vino, ki dozori. Zdaj si dekle v najboljših letih, draga babica. Tvoja lepota še je v cvetu, času si ušla, kot diamant, ki brusi ga življenje si. In žlahna kot zlato vino, ki dozori. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu da bo v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Gorenje. Life simplified. Takole, zdaj pa gremo zopet v gostilno PEM v Oplotnico. Marko, lep pozdrav ti želim. Lep pozdrav. Marko, povej si v akciji. Smo v akciji, tako je. Moram ti povedati, da sem res zelo vesela, pa hkrati zelo tudi presenečena, pa fajn mi je, ker se takole nekaj se slišiva po telefonu, ker želim jaz tudi kakšne rezervacije za sebe, pa za kakšne moje goste, prijatelje, da ste ful zasedeni in to je seveda res krasno, veliko veselje. Marko, zelo ste zadovoljni, si mi rekel. Ja, smo kar zelo zadovoljni z vsem tem, tako je. Tako da dobrodošli v gostilno PEM. Marko, dajva še enkrat obnoviti, danes imam tukaj en kup novih deklet, gostje so tukaj v naši oddaji, ki morda še ne vedo, kje se nahaja gostilna PEM in seveda kaj vse ponuja gostilna PEM in seveda vabiva vse naše gledalke in gledalce, da pridejo tja v Oplotnico k vam. Ja, torej nahajamo se malo pred Oplotnico, če se pelete iz Slovenske Bistrice proti Oplotnici, ob glavni cesti na desni strani. Ponujemo pa vse ni da ni, torej od malic kosil, tudi nedeljskih kosil, do vseh jedi po naročilu, tako da smo pa bolj lokalno oziroma domača hrana, torej ne ponujemo pice in teh hitre hrane. Ja, super. Povezani ste torej z lokalnimi ponudniki, si omenil, kdo so vsi tisti, pa rečemo, kaj je tisto, kar je pri vas res lokalno. Vem, da imate sire domače, kaj še vse? Ja, večinoma tako lokalnega, tudi govedina, vso to meso, zelenjava, se trudimo, da je vse lokalno. Imamo tudi en krožnik, ki je v naši ponudbi, ki ima tudi oznako okusi Rogle, tako da se res plača priti in poskusiti. Nikoli ni bilo slabo, pišejo tukaj, jaz gledam komentarja, hrana je res odlična, od malice do kosila, pa prijaznost, pa tudi normalne cene pišejo, kar jaz sem tudi zelo zadovoljna, Marko, zato se z velikim veseljem vračamo k vam v gostilno PEM. Mi smo se že abonirali 14. oziroma 15. pred tebi, tako da si naredil rezervacijo. Ja, smo rešili rezervacijo, za danes smo sicer že polni, tako za tiste, ki imate namen tudi naslednjo nedeljo ali pa bilo kdaj tudi čez teden, lahko rezervirate mizo, ter vam pripravimo.
Ja, torej super, ne? Gre za to, da te lahko pokličejo, rezervirajo, ampak ne, drugače ste Pemovci specialisti za kaj? Za obletnice, kaj še vse? Ja, včeraj smo imeli eno zlato poroko, danes je 71-letnica, tako da ni od krstov, porok, obletnic, vse, kar pa želite. Rojstni dnevi, ne? Povej, Albina, tvoja babica je danes zopet v pogonu, zopet pripravlja krasne, čudovite babičine, ne? Štrukle, drži? Tudi, ja, tako. Super. Zdaj si pa lahko ogledujemo še ostalo ponudbo pri vas. Gre za tudi catering varianto, ne? Jaz bi si blazno želela, ne? Ker malo razmišljam še počas za svoj rojstni dan za catering pri meni, ampak ne, Marko, moraš povedati catering do kakšnega obsega oziroma do kam greste Pemovci, kar se cateringa tiče? Zdaj vsako leto malo omajujemo te cateringe, drugače pa sploh ni problem, če vse se da zmeniti, pelamo tam do 20 km približno. In uredite zadevo, ne? Super. Marko, dej povabi še enkrat torej vse naše gledalke in gledalce k vam v gostilno Pem. Zakaj izbrati gostilno Pem? Še posebej torej za nedeljska kosila, za praznovanja. Zakaj ste Pemovci najboljši? Tako je, vabljen na gostilno Pem. Ponujemo razne hišne specialitete od zrezka Pem, ki je polnjen sirom in pršutom, do raznih tih večinskih jedi ter vseh ostalih dobrot. Tako da, če še niste bili, si je vredno priti in poskusiti. Krasno, super. Marko, hvala ti za danes. Še bova seveda se javljala in prikazovala zadeve, kaj vse pri vas ponujete. Jaz se seveda zelo veselim. Snidenja 15. se vidimo pri vas v gostilni Pem, kjer praznujemo torej v našem družinskem krogu. Jaz vse gledalke, gledalce vabim, da ne, če tudi imate pot, Oplotnica, Maribor, Slovenske Konjice, ne, pojdite se, oglasite tam pri njih. Ne bo vam žal, krasna hrana, odlična ponudba, pa krasno gostoljubje. Lepo se mej, Marko. Hvala lepa za današnji klic. Hvala vam. Nasvidenje. Srečna. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Muta, kmetijska mehanizacija dela take prikolice, da ti vedno pridejo prav. Ko se gradbeni material domov pripele, ko treba kakšen večji kos bele tehnike iz trgovine spraviti, pa ko se pridelek iz polja pripele, ki jih najdeš. Pri Jagri, itak. Trgovine Jagri! Sredi zvezd noči dan se vrti naš svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že, zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde.
Pegazove muze, jaz jim hočem reči kar Pegazova dekleta, ampak se so dekleta, ne, draga moja družba. Dobro jutro, dober dan, roka tako, veš kaj naredimo? Opa! Natalija, lep pozdrav, jaz zasna. Tule moram iti. Mislim, skop mi na tebe za Natalijo. Mojca? Maja. Anja. Vesna, Natalija, Saša, Petra, jaz sem pa Polonca. A bi me vzeli zdrave, Natalija? Z veseljem. Ja, veš, no, se mi kar zdi, ja. Prava energija. Natalija, daj povej, Pegazove muze, 20 let ste praznovali lani. Res je. Drži? Res je. Ja, torej kaj, od vsega začetka dekleta v skupinici? 3 smo čisto od začetka, ostale so se pa priključile. Čakaj, zdaj gledam jaz tvoje očke, ne? Tvoje oči, ne? Verjetno, ne? Ti se pišeš? Pobežin. Pobežin. Katera je pa tista, je katera povezana z gospodom, ki je imel cimbale? Ne, to je pa bivša zborovodkinja. Bivša zborovodkinja. No, evo, okej, sem pa seveda malo povezala to zgodbo, ampak dobro, zdaj je ni seveda tukaj z vami, ne? Zdaj ste, koliko vas je deklet v Tukaj le nas je 9, drugače nas je pa 12. 12. Torej mahamo ostalim, ki so ostale doma. Krasno, ampak 20 let, daj malo pišite Pegazove muze. Pa zakaj Pegazove muze? Zakaj Pegazove? Ker izviramo iz Rogaške Slatine, kjer je krilati konj Pegaz udaril s kopitom. Res? Tako, in je odkril mineralno vodo, zato Pegaz. Zakaj muze? Zakaj muze? Muze, zato, ker so muze boginje umetnosti in Pegaz plus muze smo Pegazove muze. Krasno, ne? Prave umetnice, ki že 20 let ustvarjajo, delajo. Imeli ste po obletnici tudi koncert? Ja. Čudovit koncert, napolnili smo dvorano v kulturnem centru, res smo uživali, potem smo imeli še pa akustičen koncert v Rogacu, kjer nas tudi z veseljem sprejmejo. Krasno. Kaj v bistvu prepevate, dekleta? Kakšen je vaš repertoar? Naš repertoar je v bistvu zelo širok, tako da od ljudskih, umetnih, sakralnih, tudi imamo filmsko glasbo, pop, vedno sledimo trendom, ki so trenutno na sceni. Ja, Petra, prideš ti kdaj na vaje pa rečeš, punce, zdaj bi pa tole povadile, meni je ta pesem ful všeč. Je to pri vas odprta zadeva, da, ne? Ja, pri nas je zelo odprta zadeva, sledimo željam in potrebam ene druge in tudi naše zborovodkinje. Drugač pa naše glavno poslanstvo je navdih. Bravo. Ker ko je konj Pegaz udaril in je pritekla voda, je to navdih za naš kraj. Mi pa še zdaj ohranjamo to tradicijo, se pravi navdihujemo našo publiko, naše domače in danes tudi vaše gledalce. No, lepo, danes prvič pri nas. Mojca! Evo, a veš, jaz si tak, vsako drugo ime si zapomnila. Mojca, ti si vodiš, ne, zborovodkinja si. Ja, zdaj, dekleta so poslušljiva, vidim, akcija, tam. Nimaš nobenih težav? Ne. Pa kako bi imela teh težav? Pa seveda, ne. Prihajate, kakšno neumno vprašanje, ampak ni neumnih vprašanj, zdaj se hecam, ne. Mojca, zdaj, okej, povedali ste, katere pesmi se prepevate, ampak kaj vam je pa tisto najbolj bližje? So bolj te slovenske, naše narodne, ali ljudske, ali bolj pop variante? Kaj je tisto, ko res vam očke zažarijo? Kje se najbolj vidite? Muze se zelo dobro počutijo ob znanih, lepih melodijah, ki jih enostavno ljudje radi sprejmejo in jih radi poslušajo. In to je naše vodilo, da jim pojemo program, ki je blizu ljudem, da ljudem znano melodijo in lepimi priredbami, z lepimi glasovi približamo lepoto glasbe. Ja, zdaj si omenila priredbe. Kdo skrbi za to, da priredi? To so različni avtorji. Imamo znane slovenske avtorje, seveda pri popevkah, znane, že uveljavljene. Ampak tako, da priredite na vas si pa ti tista Mojca, ki reče, zdaj bomo takole, glede na to, da punce zelo dobro poznaš? Ne, upoštevamo seveda glasove, poznam zdaj, kako pojejo, katere do kjere pač obsega lahko gremo. In seveda poiščemo priredbe, ki so za njihove glasove, z uveljavljenimi avtorji. Super. Mojco sem se zapomnila, Petro sem se zapomnila, Natalijo sem se zapomnila, tule vmes mi je malo šlo. Anja, tvoja najljubši komad, rečemo, ali pa si ti tudi kdaj prišla s kakšnim
Ja, jaz sem bolj rockerka po duši, tako da vedno kakega rockerskega predlagam. Res? Ja. In kaj je bil rečemo tisti, ki ste ga sprejeli? Dokler tebe parni valjak. Ste ga naredili? Ja, smo. Res? Danes ga žal ne bomo slišali, ne? Pa mogoče v kakšni Slejko prej bo kakšna priložnost. Slejko prej. Pa kje ste bile 20 let? Tule neka mladina, vidim. Torej, najmlajša, ko gledam tlele noter, tista pesem ni za tebe še, veš? Ko je Jožica prej pela, ampak dobro, si tudi verjetno v krasnih letih. Koliko dolgo si že ti tukaj pri Muzah? 4. leto teče. 4. leto. In se dobro počutiš? Ja, super. Vaje, kje vate, kak vate? Enkrat na teden vadimo v glasbeni šoli v Rogaški Slatini. Torej, Rogaška Slatina je torej njihov pristan, draga moja družba, drugače pa prihajate iz okolice, tudi verjetno, kaj? Bližnji kraj, Rogatec. Rogatec, Rogaška Slatina, Mestinje. Ne, Rogatec. Rogatec, Rogaška, to je to, vedo. Draga moja družba, druga pesem je z naslovom, katera bo? Šuštarski most. Tako. Super. Tudi vi, koliko vam je ime? Vesna. Jaz sem greka ti Vesna. Vesna, ti je ta ljuba. Ja, to je ena izmed teh znanih popevk. Znamo jo mogoče tudi v francoščini pa takle. Ček. Kaj zdaj to pomeni v francoščini? Ja, takrat, ko imamo kako zabavo, tudi kakšni drugi obliki zapojemo. V drugem jeziku zapojete, res francoščino obvladate? Nekaj od nas tudi. Je moi le pourquoi je moi un d'autre. Kdo govori? Très bien. Jezik znam, govoriš prav? Oui, je parle français. Res govoriš francosko? Učila sem se v gimnaziji v Celju, pri A bi profesorju znala Dečku. pozdraviti zdaj se naše gledalke in gledalce, pa v imenu Mus, eno lepo besedo, nedeljski dan je danes. Chers monsieur et madame, nous vous souhaitons un très bel dimanche. Ja, ful sem razumela, bravo, dimanche. Lepo nedeljo. Krasno, a nedelja se reče dimanche? Dimanche, Dimanche, oui. Evo, zdaj je naslednja pesem, jaz sem čisto odpadla, še bomo kak jezik odkrili, a ne? Ja, prav gotovo. Druga z naslovom Mojca. Aha, Šuštarski most, ja se res, ne? Ne bo v francoščini, ampak v slovenščini. V živo bodo zapele torej Pegazove muze. Prosim.
dekleta, hvala lepa, lahko se seveda usedete, zdaj sem pa res v prijetni, krasni družbi z mano Stanko Fajs in pa gospod Franci Pirš. Lepo dobro jutro vam želim, Franci. Ja, dobro jutro. V čast mi je, pravzaprav v tem času, ko imam oddajo, pa tudi glede na to, da sem pela prej pri ansamblu, jaz vas nikoli res nisem uspela srečati, spoznati, danes mi je pa res veliko veselje, ne, Franci, da smo lahko tudi del vaše zgodbe, ki sega že kar krepko let nazaj. Franci, začeli ste davnega leta kdaj prepevati? Ko sem bil star 18 let. 18 let. Ja, tega je pa zdaj že kar precej, ne? 60, ja. Ja, in še vedno ste tukaj, še vedno se ukvarjate z glasbo, še vedno dajate, razdajate to vašo pesem. Moram povedati, da ste tudi prvi zmagovalec, ne? Zmagovalec festivala Melodija Morja in sonca. Je res? Ja, res je. Katerega leta? Dajte malo pisati, no. To je bilo leta 1981. Ja. Takrat sem bil še taki mlad pa lep fant, ne, črne lase, zdaj sem malo drugačen. Sem prišel v Portorož kot novinec in Berti Rodušek, ki me je dol pripelo, je rekel, viš, Franci, prihajamo z velikimi upanjem, pa ne vem kaj vse, šla bomo pa z malim ali pa sploh nobenim, ampak žal se je zgodilo drugače. Na tem festivalu sem zmagal. Zmagal. Dajmo čestitke in aplavz za prvega zmagovalca. Bravo. Melodije Morja in sonca. Danes je ta festival seveda v drugačnem obsegu, drugačni izvajalci, normalno, ne, saj se ekipe, pevci se menjujemo, ne, ampak glede na to, da ste prvi zmagovalec, verjetno v veliko čast vam je, v veliko veselje in ponosna, ne, na to. In do tam se je, Franci, začela vaša glasbena pot še bolj, ne? Niti ne. Jaz sem pač prišel tja kot neki turist in nisem niti ne pričakoval nobene karijere, makar so me pripisovali, ampak pol je pač ravno to, kar hočem danes poudariti, je to, da jaz ne bi bil nikoli pevec, pa niti ne vem kaj vse, ampak moj brat Jani je bil pa nesprosten, kaj se tega tiče, tako da mi je zmeraj to rihtal razne festivale, razne oddaje, hodil sem po vseh karavanah in tak naprej. Srečal sem se z vsemi temi našimi dirigenti, kot Bojana Adamiča, do Privška, do Perte Rodoška, Holtanerja in tak naprej. Tako da, evo, tako je počasi to šlo, ampak jaz nisem nikdar želel, da bi to jaz delal v neke vlastne želje, ampak samo to, da nisem razočaral brata. A res? Torej, brat Jani vas je nekako potiskal naprej, ampak draga moja družba, dekleta, zdaj dobro poslušajte, no, ne vem, verjetno veste, brat Jani se je poslovil leta 2021, ne? In dajva povedati, kaj je današnji dan. Današnji dan, današnja nedelja, 1. februar vam je še posebej pri srcu. Zakaj? Ja, danes je Janijev rojstni dan. Ja, dajmo se eno zaploskati Janijo, tam gor, kjer si. Danes bi praznoval koliko let, prav danes? 75 let bi imel, ampak... Bila sta zelo povezana, ne? Zelo smo povezana. Zelo povezana, navezana. Meni je to pravzaprav, ko je umrl, sem mislil popolnoma nehati. Potem eno leto res nisem mogel ne spregovoriti, niti ne zapeti. Ampak potem sem pa začel nekako nazaj, sprejel sem njegovo zapuščino in zato ga tudi vozim še vedno po 5 letih okrog. In danes ga bom tudi pripeljal sem. Danes ga bomo videli, pripeljali v tej oddaji. Danes ima seveda Jani rojstni dan. Dober dan, dragi brat, bo prva pesem, katero boste zapeli, kaj, njemu v čast. Kot ste rekli, bila sta zelo povezana. Ja, to je bila njegova pesem. On je s tem kot duet brata Jani in Franci Pirš smo
dosegla pravzaprav največje priznanje. Ja. Vidva, da sta tudi nekaj skladbic posnela skupaj? Veliko. Kdo je predvsem bil zaslužen za glasbo? Bolj vi? Jani, samo Jani. Jaz sem bil samo back vokalist. Back vokal. Zdaj le bomo prisluhnili tele skladbici, smo vsi za to, a ne? Dober dan, dragi brat. Dober dan, dragi brat. Lahko mu rečemo danes dobro jutro, pa vse najboljše, a ne? Dajmo en velik aplavz torej za Francija Pirša. Evo, Franci, oder je seveda vaše z vami seveda tudi Jani, ki vas seveda spremlja zdaj le po teh. Bova še razkrivala delček za delčkom vašo glasbeno pot v nadaljevanju, zdaj le pa torej izvolite, Jani, prosim. Korake svoje prve si ubral, vse povsod si vedno za menoj hlačal. Dobro sem čebljanje tvoje razumel, te pohujčkal, če si jokati začel. Res za tabo hodil sem neskončno rad, ves ponosen, ker si moj veliki brat. Tiste dni, ko tako, kot nikdar več ne bo, to življenje je brezskrbno še bilo. Dober dan, dragi brat, prav tako kot takrat, ko otroka sva še bila. Sva si sedaj, več roko mi podaj, med spomine vrniva se nazaj. Moja kri, tvoja kri, to je vest za vse dni, ki pretrgati moč je ni. Srečen sem vsak dan, vem, da nisem sam, saj tebe, brat, imam. Vse prehitro leta so minevala, iz otroka kmalu zrasel si v moža. In čeprav družino svojo zdaj imam, te obiščem, večkrat s tabo pokramljam. Tudi jaz že davno nisem rosno mlad, ti pa si še vedno moj veliki brat. V svetu zmot in gorja, le ljubezen velja, ena mati naučila je oba. Dober dan, dragi brat, prav tako kot takrat, ko otroka sva še bila. Blizu sva si sedaj, več roko mi podaj, med spomine vrniva se nazaj. Moja kri, tvoja kri, to je vest za vse dni, ki pretrgati moč je ni. Srečen sem vsak dan, vem, da nisem sam, saj tebe, brat, imam. Srečen
Bravo, bravo, čudovito, krasno. Zdaj seveda bo naš Jani zapustil tale prostor, ker zapeli boste naslednjo pesem Tiho, tiho, ne? Rekli ste, da je torej Jani bil zaslužen vse te zadeve, da vas je popeljal, ampak dobro, to je bil zabavni del, ne? Zabavna glasba. Kaj pa glede narodne zabavne glasbe? Veljali ste za pravo maskoto CIK-a, torej Celjskega instrumentalnega kvinteta. Tudi davnega leta, moj mož je igral tudi z vami, drži, a ne? Imeli ste se zelo lepo. Ja, zelo, moram reči, da ko sem prišel v Celjski instrumentalni kvintet, sem bil čisti zabavnjak. Zabavnjak, nisem znal, razen sem znal samo tam dol na Ravnem polju. Ja, to sem znal. No, kak bi zapeli zdaj, Franci, kak bi zapeli? Tam dol na Ravnem polju polju stoji ena lepa deklica. Tam dol na Ravnem polju stoji en beli grad. Za gradom pa špancira en zauber fantič mlad. Pod gradom pa špancira en zauber fantič mlad. Bravo! Ja! In niste imeli pojma o petju narodno zabavne glasbe, ker je drugače, torej petje zabavne kot narodno zabavne. Sem bil pa pridn učenec. Ja, super. Ja. In koliko dolgo ste bili potem pri CIK-u? 10, 12, 15 let. Torej, peli ste skupaj v duetu z Vero? Vero Šolinc, potem z Valerijo Skaza, z še eno starejšo Lepi trenutki, ne? Luvič Zinko. One so me tudi naučile, pa se kaj. Predvsem pa Vera. Vera Šolinčeva, ki jo tudi zelo pozdravljamo, če gleda z velikim veseljem. A veste, kako se potem ta zgodba zdaj obrača, ne? In začeli ste torej narodno zabavno pri CIK-u, a ne? Vera je tam začela, moj mož je tam tudi začel, zdaj ste se zopet srečala pri ansamblu Roberta Zupana. Po dolgem času, ne? A ohranjate te stike rečemo s pevci, z prijatelji, ki ste jih takrat? Moram reči, da če se vidimo, smo zelo veseli. Ja. Kaj v bistvu Franci Pirš zdaj počne na svoja leta? Danes sem res zelo vesela, da predstavljamo kar tale pesem, ne? Dober dan, brat, krasna, čudovita. Kaj delate zdaj? Nič kaj. Uživate. Še tisto bolj počasi. Uživate počasi, saj tako je seveda tudi prav, Franci. Drugače greste na televizijo, še kakšno pesem zapojete med prijatelji? Med prijatelji, ja. Na televiziji pa bolj poredno. Torej imamo danes izjemno priložnost, da vas gostimo. Tako. Ja, danes, ker je tudi rojstni dan vašega brata, veliko veselje mi je. Zdaj je torej krasna, čudovita pesem, Tiho, tiho. O čem torej govori? O ljubezni, kot vedno, potem kot lepote morja. Obožujete morje? Imate rade morje, bolj gore? Niti ne, s toplo vodo, mrzlo pa. Sva kar da pa, Franci. Izvolite, zdaj ima aplauz, torej za Francija in skladba Tiho, tiho. Izvolite. Želje, ki bude se v mraku, so poletja nežni dan, v njih prepleta se kot v maju, najine ljubezni žar. Iščeva zaliv sanjami, kjer srce spočila bi, naj te do strasti se brani, si prav to skrivaj želi. Tiho, tiho plače spet, prazne kot izpito vino, tiho, tiho kot šepet, noč preliva se v tišino, tiho, tiho brez obljub, le midva sva še ostala, tiho, tiho kot poljub, se igra obala. Iščeva zaliv sanjami, kjer srce spočila bi,
telo strasti se brani, si prav to skrivaj želi. Kratke so poletja niti, krajše kot deževen dan. Smehi so zemljih so skriti, kadar jih pretrga čas. Tiho, tiho plaže smeh, mrazne kot izpito vino. Tiho, tiho kot šepet, noč preliva se v tišino. Tiho, tiho brez obljub, le midva sva še ostala. Tiho, tiho kot poljub, z nama se igra obala. Bravo! Drage moje muze, kaj boste rekle za tole čudovito petje? Franci? Vrhunsko, zavedno mlad. Ja, zavedno mlad, a ne, lepo. Zelo lepo, Tanja. Franci. Res lepo. Ne, super. Mi smo čist Franci not padle, ne, uživale. Kakšen glas? Kakšen glas, ja. Imam jaz. Ja, čudovito, tako da jaz res priznam, da sem par skladbic poslušala vas, vedela, ampak res čudovit, krasen Moram glas. ti povedati, da edino mojega glasu Ja. nisem nikoli spoštoval. Zakaj ne? Pa ne vem. Zakaj ne? Pa takšen glas, dajmo še aplavz na Zakaj? Manjkalo mi je to življenje. Samozavesti. Samozavesti, pa res krasen Tega tudi čudovit glas. nisem nikdar nič kaj bistvenega dosegel. Da bi ne, veliko ste dosegli, Franci, pustili Dosegel ste nam... sem vse, ampak- Ja. Dejva biti danes malo bolj Ja. sebična do sebe, Dobro. pa reči, uspela sva. Ja. Sva? Ja, sva. V redu, tako, za Janja. Dobro. Tako, Ja. čudovito. Hvala, Jani, ja, dajmo aplavz. Hvala za zdajle. Hvala, muze. Zdaj gremo seveda mi naprej. Sledili bodo kratki oglasi, kaj kmalu v našo družbo zdajle, ja super, kaj kmalu v našo družbo zdajle prihaja Aleš, ki vas bo zopet povabil v salone oziroma razstavne prostore, kam že se veste, kratki oglasi. Življenje se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroj Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Gorenje. Kaj, če obstaja pralni stroj s čarobnim gumbom, ki resnično neguje vaše oblačila in jih prepoji s čudovitim vonjem svežine? In pametni sušilni stroj, ki pri nizki temperaturi nežno posuši vaše najljubše kose, da lahko vsak dan uživate v njihovi mehkobi. Učinkovito, varčno in preprosto čarobno. Gorenje. Kaj, če obstaja pralni stroj s čarobnim gumbom, ki resnično neguje vaše oblačila in jih prepoji s čudovitim vonjem? Zdaj pa seveda z velikim veseljem pozdravljam Aleša v naši družbi. Lep pozdrav, dobro jutro, Aleš. Ja, lep pozdrav vsem skupaj, tudi tebi seveda, dobro jutro. Super, danes imamo krasno, čudovito temo in sicer pralno-sušilna tehnika. Daj mi malo več pove o tej tehniki, ki se seveda tako premalo zavedamo oziroma nismo preveč pozorni. Kaj je ta tehnika, pa na kaj moramo biti v Gorenju pri vas zelo pozorni? Ja, res je, pralno-sušilna sezona pravzaprav poteka celo leto in seveda zdaj v tem zimskem obdobju, ko se ne more dobro sušiti, še bolj opazimo to, da je sušenje problem, tako da govorimo o pralnem in posebej sušilnem ali pa kombinaciji obojega. Seveda v zadnjih letih smo v Gorenju veliko naredili na negi oblačil, tudi v skladu s tem, da oblačila z našimi pralnimi stroji in sušilnimi stroji ostanejo dlje časa, bom rekel, v istem stanju, tako da nam ni treba pogosto menjavati oblačil, s tem prihranimo kar veliko
denarja. Po drugi strani se je energijska učinkovitost vseh naših strojev zelo izboljšala v zadnjih 5-6 letih, tako da tisti, ki imajo recimo starejši pralni ali sušilni stroj, verjetno imajo tudi više račune za elektriko v primerjavi s tem, ki bi ga danes kupili. In pa seveda tehnologija gre naprej, veliko več je različnih programov pranja, uporaba pare, tako v sušilnem kot v pralnem stroju, ki nam omogoča, da oblačila bolj pridejo ven, bo poravnana, ni treba tako veliko jih likrat. Recimo pri pralnih strojih v zadnjem letu zelo popularno in tudi pri nas se dobi kar veliko strojev z samodejnim doziranjem detergenta in mehčalca. Lahko povem, tudi sam imam to že vrsto let in deluje vrhunsko, tako da res tisti, ki še na roke dajete, sej verjamem, da je to tudi zanimivo, ampak ko se navadite enkrat na avtomatsko doziranje, ki je prilagojeno seveda količini oblačil, ki jih perete ali sušite, se pravi, je to res zelo ena fina zadeva, ki se jo boste zlahka navadili in uživali v te komoditete avtomatskega doziranja detergenta in mehčalca. Naj še povem, da pri sušenju je tudi kar nekaj novosti v zadnjih letih in tudi pri nas pri gorenju. Mogoče ena ključna novost je ta, da se je spremenila energijska učinkovitost sušilnih strojev. Zdaj se prodaja samo še sušilni stroji s toplotno črpalko, ki jih seveda pri gorenju imamo. Te sušilni stroji so že sami po sebi bolj nežni do oblačil, pri gorenju pa smo razvili še posebno funkcijo, ki rečemo Nature Dry. Ta funkcija pa omogoča nizko temperaturno, se pravi temperaturno sušenje tam nekje od 30 do 35 stopinj, kar pa bom rekel zelo, zelo zmanjša tudi morebitna krčenja oblačil, nekaterih občutljivih oblačil, tako da se še ta problem rešuje, se pravi, če imate kakšna res oblačila, ki so občutljiva na krčenje, s tem našim gorenjem sušilnim strojem ne bo več teh težav, se vam omogoča to nizkotemperaturno sušenje oblačil. Krasno. Aleš, zdaj mi povej, a imava na tele sušilne aparate tudi kakšno aktivnost oziroma akcijo ob 75-letnici? Ja, recimo na Gorenju je zdaj, trenutno imamo v Gorenju, je kar nekaj teh akcij, kjer so aktivne, je treba, vabim vse, da si pogleda na gorenje.si, ker je kar nekaj teh akcij, ki so v teku, tudi pri naših pooblaščenih prodajalcih so določene akcije, ki so še vedno v teku. Mogoče jaz samo malo namignem, da imamo na voljo, glede na 75 let, ki smo lansko leto praznovali, še vedno pralni in sušilni stroj, ki je namenjen bil prav za slovensko tržišče in ima tudi upravljalno ploščo v slovenskem jeziku. Tako da je recimo tudi primeren za mogoče tiste, ki so malo manj vešči teh angleških izrazov za pranje in pa za uporabo pralnega oziroma sušilnega stroja, tako da vabljeni, Gorenje ima tak stroj in je na voljo v naših pooblaščenih prodajnih mestih. Mogoče bi tukaj še omenil, ker vedno govoriva o Gorenju, da je Gorenje del Hisense skupine, to je veliko mednarodno podjetje in seveda v Sloveniji prodajamo tudi v naših studijih obe blagovni znamki, tako Gorenje kot Hisense, in na Hisensu, bom rekel, je zdaj pa tudi mogoče ena taka velika novost na Hisense pralnih sušilnih strojih, namreč prišla je nova generacija teh pralnih in sušilnih strojev in imamo kar nekaj prodajnih aktivnostih pri naših pooblaščenih prodajalcih, kjer se da dobiti zelo modern, nov pralni sušilni ali pralno sušilni stroj za zelo ugodno ceno in tudi z določenimi ugodnostmi, ki so seveda povezane z našim prodajnim, bom rekel, kanalom, tam, kjer boste ta stroj kupili. Tako da vabljeni tudi k ogledu ne samo Gorenjevih pralnih in sušilnih strojev, ampak tudi Hisensovih pralnih in sušilnih strojev, ki pa imajo v primerjavi z Gorenjem mogoče eno značilnost, omogočajo precej večje polnitve strojev, se pravi imamo 12-kilski pralni stroj in pa 10-kilski sušilni stroj, tako da imamo za tiste večje družine na voljo tudi pralni in pa sušilni stroj na Hisense blagovni znamki. Super, krasno. Zdaj pa greva seveda midva še na drugo zadevo, in sicer razlika Hisense, nekaj slišimo Gorenje, pa slišimo Hisense. Dajva malo o Hisense blagovni znamki povedati in pa seveda še o TV sprejemnikih, ki so seveda zdaj tudi in vaši top prodajni izdelek, tako da z velikim veseljem, da kaj več povejo še o tem. Ja, kot sem rekel, mi smo Gorenje del Hisense skupine, mednarodno podjetje in Hisense je, tako kot si omenila, zdaj na koncu, Hisense je bolj in prioritetno je bil znan po TV sprejemnikih. Hisense je v svetu številka 2 po prodaji TV sprejemnikov, v prodaji velikih sprejemnikov, se pravi z veliko diagonalo, 100 inčov oziroma 2,5 metra diagonalo oziroma več, pa smo številka 1. In pri Hisensu seveda je TV kategorija zelo zastopana, imamo, bom rekel, največ različnih tehnologij, ki jih podpira
podpiramo. Če samo omenim, veliko tehnologije v LCD televizorjih, od QLED-ov, ULED-ov do OLED-ov, to so cel kup nekih različnih tehnoloških pristopov k sami sliki. Verjamem, da tiste, ki bo to več zanimalo, si bojo ogledali to razlago o teh stvareh na internetu. Drugače pa imamo tudi premijske aparate, kar je tudi nek znak, kako dobra znamka je Hisense. Recimo trenutno imamo med vodilnimi mini RGB tehnologijo, ki omogoča seveda res vrhunsko sliko za seveda tudi premijsko ceno. Te televizori se lahko naročijo ali ogledajo v naših prodajnih kanalih. Drugače pa zdaj se v petek začnejo olimpijske igre in verjamem, da bo marsikdo od nas razmišljal o kakšnem večjem ekranu. Pri Hisensu smo specialisti za te večje ekrane in zraven ponujamo tudi seveda odlične te sisteme domačega kina, tako da vabljeni k našim trgovcem oziroma internet stran si izberete pravi sprejemnik, pravo velikost, ki jih imamo res veliko in verjamem, da boste zelo, zelo zadovoljni s tistim, kar boste dobili pri Hisensu. Krasno. Aleš, hvala lepo, danes smo povedala kar nekaj, se veselim snidenja zopet, oziroma da se slišiva zopet še prihodnje nedelje. Za danes pa hvala in krasno nedeljo ti želim. Ja, hvala tudi vam. Lep pozdrav vsem skupaj. Takole, draga družba, zdaj pa z velikim veseljem, poglejte, koliko nas je na tukaj, gospod Franci Pirš, pa ansambl Stanka Fajsa, pa seveda vnuki. Stanko, dajva eno besedo, dve povedati, kaj bomo danes zapeli, pa vnuke imate tukaj, ne? Ja, z nami so seveda 4 vnuki, Maša, Lucija, Zala in seveda najmlajši Patrik. Zapeli bomo eno pesmico, našo avtorsko, Sreča z vnuki. Pa je to velika sreča, ne? Ja, res ja. Zato je tudi pesem nastala, ampak sreča je še večja. Vse skupaj je ena sreča. Da smo veseli, zdravi, nasmejani in da smo tu, še vedno smo tu, še tu in se spoštujemo in se imamo radi. Patrik, si pripravljen? Ja, give me 5. Bravo, super, ok, sreča z vnuki. Z nimi sreča v naš je dom prišla.
Patrik, zdravo, dej mi take rokico, eno veliko veselje in ta prava sreča, ne, je. A ti se joka tam legar, po moje malo, ne? Kaj ne? Jaz bi se jokala, jaz sem se tam nazadnji že cmerla, ker mi je tako lepo, da otroci pojejo, da doma mi gre kar na jok. Ja. Da pojete, da se veselite. A se Stanko jokava? Ne vem, pač vedno sem tako čustvena, zato, ker mi je všeč, da te generacije pojejo in se veselijo in da držite to, ne. V redu? Ne tega zapustiti. Tako da ja, Patrik, vse dobro ti želim. Tako da ja, kako je tebi ime? Zala. Zala? Lucija. Lucija. Maša. Super, Jožica. Jožica, videli smo tam nekje, ne? Pa seveda zraven Franci piješ danes en res tak krasen dan, čudovite krasne nedelje, tako da se veselim še takih nedelj, tako da vsi tisti, mamica se tudi joka tam nazadnjih, se sem videla, vsi tisti, ne, ki želite prideti v našo oddajo z velikim veseljem, pa dajte pokazati seveda svoje otročke, da vidimo, da pojejo, da ustvarjajo, da delajo, da so del teh naših zgodb zdajle ta trenutek. Hvala vam, draga družba, ne? Hvala za to. Zdaj gremo pa seveda mi naprej. Hvala, Patrik, mi daš rokico. Gremo midva na kekse. Ja, hvala, lahko zasedete. Gremo midva na kekse. A boš keks ali boš čokolado? Kaj biraš? Keks. Super si, pa tak priden fant, pa rekli so, pa ta bo laufo sem, pa tja, pa levo, pa desno, pa tak priden fantek je, danes je res čistlele umirjen. Pegazove muze, jaz sem hotela reči spet dekleta, dema, naslednja pesem, seveda krasna, čudovita. Dobre djevojke, one idu ramarara. To pa dobro poznate, ne? Zdaj smo tako, malo smo seveda slovenske zimzelene zapeli, zdaj gremo malo seveda v tujino, to pesem sem jaz tudi pela, ker sem bila tudi mlajša, ne? Prav gotovo, pa tudi ta dekleta, zdaj jo bodo zapele v živo seveda. Glavno besedo boste pa imeli tele dve, ne? Ste že pripravljeni, ne? Ja, tekst gre? Gre. Meni se tudi zdi, da bo zdaj vse šlo kot po maslu. Zdaj torej v tretje z nami, torej Pegazove muze in kako je že originalni naslov? Dobre djevojke. Jeste, pa dobro, pa vidim. Pa novi fosili, pa dobro. Evo, dragi moji, uživo torej Pegazove muze. Budi dobra ti, nemoj gradom lutati, mili ne nosi, lete strašni savjeti, ma budi dobra ti, noć se ne zlazi i ne sjedite, loše djevojke. Budi dobra ti, nemoj se zaljubiti i nemoj ljubiti, ma budi dobra ti, to mi uvijek kažu svi i nemoj lagati, loše će završiti. Dobre djevojke, idu rajbaš loše djevojke, kudo zažele. Dobre djevojke, idu rajbaš loše djevojke, kudo zažele. I ne slušajte, to su loše djevojke, a ste loše sve, moje prijateljice, nisu loše, ne, sve su dobre djevojke. Dobre djevojke, idu rajbaš loše djevojke, kudo zažele. Dobre djevojke, idu rajbaš loše djevojke, kudo zažele. Dobre djevojke, one idu rajbaš svet, loše djevojke, idu kud god zažele. Dobre djevojke, one idu
Bila nas je, ker javi. Petra, nisi? Mojca tudi ne? Ko si? Jožica. Res, Jožica na kvadrat, evo, super. Jožica, jaz sem prebrala, da si tudi ve, ker ste imeli koncert, ne, ste imeli, da ste si vsaka svojo pesem izbrale in ste pokazali se v najboljši luči. Katera je bila tvoja pesem? Jožica. Prosim? Kjero si že imela? Od hrvaško pesem? Kjero, Doris? Doris Dragović. Kjero? Željo? Ne. Ne, pa ne Željo. Kjero? Kjero? Daj pomagajte ji malo, no. Kjera je že bila Jožica? Samo da se spomnim, no. Daj ti dam minuto. Doris Dragović, kaj je že bila? Kjera je bila? Pa jaz poznam sam Željo moja. Ves je. No daj, minuto ti še dam, no. Klicu sili, glas ljudstva, ne? Ja, res ne. Imeli ste tako, da ste Vesna pele, vsaka neko svojo zgodbo ste imela, ne? Katero si rečemo ti zapela? Daj mi spet reči, ti moram dati minuto. Ne, jaz sem pa edina, ki je pa ustrajala, da pojemo vse skupaj. A res? Tako da smo zapele eno rockersko, Best Day of My Life. Best Day of My Life. Katero si ti? Jaz sem pela, sem že prebila Pani Valjak, rockersko, pa tudi od Tine Turner, Rolling on the River. Pa to mi deli, lej, rockerca. Jaz pa dobre djevojke, ker me še takrat ni bilo. Ne, tudi če takrat ni bilo. Katero si imela ti? Ne, katero si imela? Usojena Nuša Derenda. Usojena, opa, zdaj ti že veš? Še ne. Še rabimo eno minuto. Avsenikova skozi leta. Res, bravo, dober izbor. Petra? Jaz sem pa Gardelin od Severine. Opa, Gardelin. A si bila ful čustvena, Petra, tam zraven? Ja, solze pa vse to, ja. Ampak to pomeni, veš kaj, pri Gardelinu je tako, ne, da tle moraš imeti ful nizek glas. Ne. Če kak še začne, kak že gre? Zašto so ti oči? No, daj, Petra, piti malo sem. Čak malo, veš ki moraš to začnet? To moraš tudi ali začnet. Zašto so ti oči umorne i tužne? Ne vidim u njima modrog mora sjaj. Zaboravi na sve manem nužnem, svoju ruku mi daj. Voljela bi noćas, dok je mjesec mlad, da još jednom čujem riječi te, volim te, hoću da te ljubim, da te usrećim, da ću ti bit ću samo tvoj Gardelin. Bravo! Kaj ona se zdaj spet joka? Zakaj? Kaj je to njena pesem, misliš? Ja, ona je zelo čustvena ženska, pa zelo srčna. No, super, vidim joka na polno. Gardelin je meni tudi res krasna, pa če bi imela tak nizek glas, bi ga pela, ampak veš, ki si tle dol, ne? Ja, super. Slovenija, boš prišla pomagati? Prišla pomagati. Cool, eno pesem pa z veseljem naredimo lahko skupaj. Polonca pa Klaudija, pa z veseljem. Roka tako? Opa! Klaudijo pokličem danes. Naslednja pesem Slovenija, odkot lepote tvoje, ta ne bo rezerva. Jo bomo zelo hitro zapele, potem pa bodo sledili torej kratki oglasi. Ste pripravljene? Smo, prosim. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, ki najtiše lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se skrivo dalja
Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinjskega, govejega in telečjega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Muta, kmetijska mehanizacija dela take prikolice, da ti vedno pridejo prav. Ko se gradbeni material domov pripele, ko treba kakšen večji kos bele tehnike iz trgovine spraviti, pa ko se pridelek iz polja pripele. Ko, ki jih najdeš? Pri Agri. Itak. Trgovine Joge! Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu dal v sanje upanje. Me bo še ljubila. Od čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean. Takole, zdaj pa potujemo v hotel Maslino v Seget, natančneje, torej Seget blizu, blizu. Bo pa povedal seveda naš gost in sicer Blaž. Blaž, dobro jutro. Zdravo. Blaž, zdaj sem čist brez besed ostala, ker sem me tlele dekleta malo zavedla. Seget se nahaja kje? Seget se nahaja v Umagu. Ja, pa leti to, jaz sem hvatila čist nekaj drugega rečko, ker res tlele so me malo zavedle dekleta. Danes imam ena fajna pletna dekleta, ki jih bo prav gotovo zanimalo, kaj ponuja hotel Maslina, torej Seget. Velikokrat so vas že seveda vabile naše gledalke in gledalce, da pridejo dol, da seveda se sprostijo v miru, predvsem je ta mir tisti glavni, ne? Za mene dejavnik, ki dam hotelu seveda Maslina 10 točk. Res je, hotel se nahaja na popolnoma mirni lokaciji. Pri nas v hotelu se lahko popolnoma odpočijete od vsakdanjega stresa, na voljo vam je wellness, vrhunska kulinarika in pa zunanji fitness. Lahko pa se tudi vozite z električnim kolesom po zelo znani Parancani. Blaž, zdaj se približujemo res tem romantičnim dnem. Z nami oziroma pred nami bo Valentinovo, pa 8. marec, dan žena, torej pa materinski dan. Lej, pri te praznovanje v dvoje je top. Še posebej zato, ker imate tudi en tak butični wellness. Tako je, naš wellness je namenjen maksimalno obisku dvema parama hkrati. Wellness treba predhodno rezervirati, je pa res, da se tudi mi intenzivno pripravljamo na tale prvi romantičen praznik, ki je Valentinovo.
in smo tudi danes v ta namen zaprti, zato da sestavimo ustrezen meni in program za cel vikend paket. A bo kaj posebnega, Blaž? Seveda bo, predvsem bo to neko doživetje, ki ga še niste doživeli. Vreme upam, da nam bo naklonjeno, jaz gledam, spremljam prognozo, tako da bo nekaj drugačnega, ne bo nekaj vsakdanjega. Blaž, povej mi, ti se seveda zelo trudiš in fajn je in seveda vabimo vse gledalke, gledalce pa Slovence, nas, da pridemo dol. Kaj ti, pripravljaš tudi te slovenske večere oziroma večeri ob glasbi. Polonca in Klavdija sva bile že del tega večere z velikim veseljem in seveda nekako vabimo vse tiste, ki želijo, počasi prihajamo, jaz že komi čakam pomlad, da nam posijo tile sončni topli žarki, da se sprostimo pri tebi na terasi pod oljkami in nekako poslušamo, tele krasne glasbene večere. Res je, ponavadi začnemo tam za Veliko noč in z glasbenimi večeri vsak vikend vztrajamo vse do konca avgusta. Za Valentinovo pa res pripravljamo posebno presenečenje. Super. Dajva še danes povedati, danes ste torej kaj zaprti oziroma se pripravljate na Valentinovo, si rekel? Tako, danes hotel je seveda odprt, restauracija pa je žal zaprta, ker moram jaz vse urediti, da bo za Valentinovo popolno. Blaž, zdaj huda akcija, aktivnost bomo rekla, kar je prav, včasih moramo imeti en cukrček za naše gledalke, gledalce, pa tudi seveda za tiste, ki želijo priti seveda k vam. En krasen cukrček mama, mene vsi nekako sprašujejo, pa ta krasen popust, pa to še vedno velja, do 70% popust za prijavo punce. Zdaj se morate 70% punce, wow! Morate se bokirati, pogledati gore, hotel Maslina, jaz sem bila tam, res sem se imela ful dober. Ja, že gledajo, punce, že gledajo. Že booking laufa, Ta akcija še vedno, traja, Blaž. Tako je, 70% popust ponujamo za poletno sezono, če rezervirate, se pravi do konca februarja, dobite 70% popust za poletno sezono. Krasno. Tako da, punce, kakšen večer, morda, kak team building, dekleta, da se... Blaž, intenzivne vaje pravijo punce, da bi bile dol pri tebi. Jaz imam tudi intenzivne dol, mogoče na isti termin zberemo. Si nadimo, se nekako vidimo že dol pri tebi. Tako da hitro moramo v akcijo, Tako, kar poklikati na našo spletno stran, pa vnesti noter Maslina 70, pa je popust aktiven. Super. Blaž, hvala ti za danes, midva se slišiva zopet naslednje nedelje. Krasno nedeljo ti želim in se seveda veselim snidanja pri tebi v hotelu Maslina. Hvala enako. Se vidimo. Srečno. Takole, Franci Pirš je že pripravljen za naslednjo pesem, skoraj da zadnjo pesem in sicer American Trilogy. Franci, ste pripravljeni? Z velikim veseljem damo aplavz. Prosim. Oh, I wish I was in the land of cotton. All things they are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I was in Dixie, away, away, in Dixieland. I'll take my stand to live and die in Dixie. Coast Dixieland, where I was born, early Lord, one frosty morning. Look away, look away, look away,
exilem. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. So hush, little baby, don't you cry. You know your daddy bound to die. But oh, my clouds know soon be over. Glory, glory, hallelujah. Its truth is marching on. Its truth is marching Bravo, Franci, čudovito, čudovito je bilo tole. Hvala, hvala, ne bodi tako skromen. Velik, krasen glas imaš. Zdaj pa zaključna pesem, draga moja družba, podarimo nasmeh drug drugemu. A vi veste, da ta nasmeh čisto nič ne stane, pomeni pa zelo, zelo veliko, ne? Dajmo se smejati, dajmo se objemati, kjerkoli, s komerkoli smo že. Zaključna torej pesem, draga moja družba, lepo se imejte, radi se imejte, pa nasvidenje do prihodnjič. Ste že pripravljeni? Otroci smo? Super. Kaj boš rekel, Stanko? Smo pripravljeni, pridi tukaj malo bliže, takole, tule, evo, pridi. Malo bolj sem, malo bolj citre, malo bolj sem, tako. Smo prišli, malo se bomo zmenili, smo pripravljeni, da bomo seveda vsi v etru, draga moja družba. Res krasno, lepo se imejte. Februar je pred nami mesec, seveda kratek mesec, za nekaj dni, ampak vseeno velik, kajti imeli se bomo radi, Valentinovo je pred nami in seveda še marsikaj. Naj bo Valentinovo 365 dni na leto. Super, krasno nedeljo in seveda zadnja pesem podarimo nasmeh. Zgrušen si strt, v oklep bil bi svoj, najraje zaprt. Se kujaš, nergaš, svoj gledaš obraz, ne rad si priznaš, saj to spodnjih sem jaz. Potem se rodi za te sončen dan, turobnost kopni, spet si nasmejan. Pripravljen, da radost trosiš okrog, veselje deliš, kot srečen si otrok. Podari nasmeh, da pričaraš pomlad, radost uži, ponupo in not, nasmeh čudežno topel blad.
si obit na nebo življenja, Maurice svod, vseh bar oživi, na tvojo si je pot, odari nasmeh, da pričaraš pomlad, radost uži, ponuko in not, nasmeh čudežno, topel oblak nalezljiv, bo tebe